Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, svetovna javnost 3. decembra praznuje Mednarodni dan invalidov. In temu namenjamo današnji pogovor z Eriko Mataj, predsednico Prekmurske podružnice Združenja multiple skleroze Slovenije. Erika, lep pozdrav. Dober dan. 3. december, vključili smo vas seveda med tiste številne organizacije invalidov, čeprav imate tudi vi svoj mednarodni dan oziroma praznik, mislim, da konce maja, ko bolniki z seveda multiple sklerozo nekako, bom rekel, se spomnite in spomnite javnost predvsem na to, da obstajate, da imate neozdravljivo bolezen. Tako je. Zadnjo sredo v mesecu maju imamo vsako leto svetovni dan multiple skleroze, ko se osvešča javnost o bolezni multipla skleroza. Kajti bolezen je pri nekaterih tako nevidna, da mora javnost spoznati, da tudi osebe, ki nimajo težkih simptomov, bolehajo za neko boleznijo, ki njim greni življenje, in je dobro, da tudi javnost to seznanimo, da ne obsojajo mladih ljudi predvsem, ko se mogoče morajo spočiti med delovnim časom ali ko gredo v trgovino, pa da jih nekdo pol ne obsoja, da so leni, ker bolezen napeljuje k temu, da populacija razmišlja, da so leni. Gre za kronično avtoimunsko bolezen, kjer prizadene pravzaprav osrednje živčevje. Nekako pri same bolezni gre za propadanje ovojnice živčnih vlaken in zaenkrat še ni učinkovitega zdravila, pravzaprav za to. Je pa seveda to, kar je namenjeno tudi v zadnjem času, veliko pozornost nevrologi namenjajo, da čim prej zaznajo simptome te bolezni in čim prej nekako poskušajo pomagati, da vsaj, bomo rekli v navednicah, ublažijo zadevo in da stanje bolezni čim dlje nekako miruje. Tako je. Zdaj, direktno v medicinsko stroko se ne moramo poglabljati, koliko pa mi kot bolniki imamo informacije oziroma nas zdravijo. Obstaja vsake toliko časa pride kakšno novo zdravilo. Pred 20 leti, ko sem jaz zbolela, recimo, takrat smo dobili v Sloveniji komaj 2 zdravili v obliki injekcij, betaferon in Copaxone, ki so se začela predpisovati za bolnike mlajše od 50 let, ki so imeli multiplo sklerozo, da naj bi se bolezen malo upočasnila. Ker je bolezen kronična, jo ne moreš pozdraviti, čisto ustaviti tudi težko, ampak da bi šlo napredovanje bolezni počasneje. In zdaj je tega že čedalje več teh zdravil, obstajajo tablete, obstajajo zdravila, ki so v obliki mesečne infuzije. Skratka, zdaj je že dosti več zdravil, ki pri nekaterih lahko pripomorejo in pomagajo, pri določenih pa žal tudi ne. Vaša krovna organizacija, ki združuje kar 16 podružnic po Sloveniji, je Združenje multiple skleroze Slovenije. Tudi Prekmurska podružnica, katere ste predsednica, morda v tem, da na drugi strani Mure še Radgonska podružnica, da vendarle sta to 2 podružnici, ki pokrivate recimo deželo ob Muri. Koliko članov imate, ali to članstvo narašča, upada, ali tudi bolezen nekako narašča, bržkone zaradi zgodnjega odkrivanja pri mladih, se mladi hitreje vključuje. Pa seveda, kakšna je vključitev v vaše društvo? Zdaj, mi v Prekmurski podružnici imamo 81 članov. Imamo kar nekaj včlanjenih mladih, to bi rekla pod 30 let. Mi jemljemo mlade. Drugače je pa populacija tudi starejša, dosti je tudi čez 60 let, 70. Precej oseb je tudi na invalidskem vozičku, mislim, da enih 15. V sklopu Prekmurske podružnice izvajamo različne programe. Finančno imamo krovno organizacijo, kot ste že omenili, v Ljubljani, na Maroltovi, Združenje multiple skleroze, kateri nam del programov pokrivajo. Sami se pol financiramo tudi z strani občin, ki nam nakazujejo denar, in sponzorje iščemo.
bi navedla aktivnosti, ki jih imamo. Ob sredah, vsako sredo izvajamo ure dežurstva od 10. do 12. ure, kjer se lahko člani dobijo, če imajo kakšenkoli problem, pogovorijo, družijo, spijejo kakšno kavico, oziroma novi člani se pridejo včlaniti. Zdaj, pogoj za včlanitev v naše društvo je diagnoza multipla skleroza, ki je zdravstveno potrjena, ne. In vsak, ki se včlani na novo, smo z njim zmenjeni po telefonu, da se dobimo in mu podamo vse informacije, katere potrebuje in dokumentacijo, katero rabi. Zdaj, ko se včlani v društvo, pol lahko koristi naše programe. Programe imamo pol še ob četrtkih v Prekmurski podružnici izvajamo ure telovadbe od 5 do 7 vsak četrtek. Mogoče v poletnih časih malo prekinemo, ko je čas dopustov. Potem izvajamo vsako leto, enkrat letno imamo občni zbor z kosilom, ki ga izvedemo. Enkrat letno imamo v jesenskem času kot Kostanjev piknik, ko povabimo vse člane. Potem izvajamo še v decembrskem času pa kot zaključek leta kosilo, ki smo ga ponavadi izvedli z pomočjo Miklavža ali Dedka Mraza in obdarili tudi člane. Drugače pa smo po telefonu tudi dosegljivi poverjenice. Imamo 2 poverjenici, ki obiskujeta težje gibljive člane, vozičkare na domu. Napravita obisk enkrat do 2-krat letno. Tudi smo zdaj v času korone spet organizirali se in preko Rdečega križa nabavili prehrambene pakete, katere so razvozile poverjenice, določeni so prišli sami iskat. V glavnem največje pa namen društva druženje, da se vsak lahko, če ima kakšnekoli težave z boleznijo, posvetuje. Erika, kot predsednica imajo seveda člani, ki zbolijo za to hudo boleznijo, tudi kakšne bonitete, kakšne ugodnosti, kar se tiče rehabilitacije, morda koriščenja zdravilišč ali kaj podobnega. Ja, vsak član lahko koristi zdravilišče. Imamo zdaj nekaj zdravilišč, včasih je bilo samo Topolšica in Laško, zdaj je tudi so Radenci, zdaj je tudi Dobrna, tudi Strunjan. V glavnem imamo zdaj več zdravilišč, kjer se lahko člani odločijo, kjer bodo koristili obnovitvena rehabilitacija. Kar pomeni, da je dobro, da vsak član to izkoristi, ker tam izvajajo vaje, ki jih pokažejo za pokretne, kaj se izvaja lahko doma, da se bolezen ustavlja oziroma da si oseba z multiplo sklerozo vzdržuje mišice, katere se ti zaradi bolezni krčijo postopoma, z leti. In potem izvajajo tudi fizioterapije za bolečine. V glavnem vsakemu se prilagodi termin, pa se napišejo, koliko terapij rabi. Nekateri tudi miselno, nekateri za ravnotežje in jaz vsakemu svetujem, da je dobro, da koristijo to zdravljenje v zdravilišču in si s tem ohranjajo zdravje. Je pa to za osebe, ki so težje na vozičkih, ki so težji invalidi, je vsako leto, osebe, ki so pa v lažjem, boljšem stanju, pa vsako drugo leto. Odvisno je tudi od sredstev, ki nam jih bo namenila vseeno država, ker naše združenje potem to prenese na nas. Bržkone je osnovno vprašanje ali pa osnovna smer, v katero razmišljate, kako ohraniti normalen ritem življenja. Tako bi povedala, odvisno je od vsakega posameznika, ker niti zdravnik ne ve, kako bo komu bolezen napredovala. Nekaterim se na srečo bolezen ustavi, nekateri ogromno dajo na razgibavanje, na prehrano, na zdrav način življenja, nekaterim pa naredijo vse, kar je mogoče, pa bolezen vseeno tudi gre v svojo smer, ne. Tako da jaz pravim tako, ne, čim manj stresov, čim več dobre volje, gibanje, koliko se da, zdrava prehrana je tako pri vsaki bolezni pomembna. In ne vem, smeh, smejati se, veseliti se. Nekaj receptov ste že povedali, sicer pa Erika Mataj, predsednica Prekmurske podružnice Združenja multiple skleroze Slovenije.
Mesec december je tukaj, svoj čas je to bil mesec obdarovanja, mesec veselja, rajanja, ko nekako potegnemo črto pod dogodke letošnjega leta. Letos je seveda drugače. Nesrečni COVID virus, ki je prizadel vso družbo, tudi globalno, ves svet, preprečuje marsikaj. Kaj bi pravzaprav želeli vi vsem ljudem, ki so tako ali drugače hendikepirani ob Mednarodnem dnevu invalidov, zlasti pa vašim članicam in članom Prekmurske podružnice multiple skleroze, zaželeti in morda celo voščiti? Ja, ta COVID čas nas je res vse malo zaprl, ne. Člani me kontaktirajo, kako bo decembra, a se bomo lahko srečali. Načeloma zaradi ukrepov vlade še nič ne vemo, ne. Moram povedati, da so vsa ta naša druženja, ko smo imeli kosilo, zelo dobro obiskana, ne, zelo dobra udeležba, da se udeležujejo, ampak letos, če ne bomo mogli tega izvesti, želim, da se pač v krogu svoje družine dobijo, da naj čuvajo zdravje, da naj kličemo se, po telefonu smo na vezi vedno z člani, kateri želijo. Vsega dobrega jim želim, da ne bodo fasali tudi te korone, ker smo imeli tudi člane, ki so dobili korono, ampak hvala Bogu so vsi nekako jo preboleli, tako da je neizbežno skoraj, tudi če se držimo, se ne vem kje, se lahko stakne ta virus, ne. Pa so pridni doma, so, mogoče je kdo bil na pregledu v bolnišnici, pa je tam dobil, ne vem, ne. V glavnem, v prihodnjem letu želim, da bi ne bilo te korone, pa da bi lahko zaživeli, kot smo prej.